Startup Studio. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke. Teden je naokrog in to kako hitro. Veliko se je zgodilo in ponovno je tu Startup Studio, ki ga na Radio Robin pripravljamo v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom. Že samo ime pove, da predstavljamo startup podjetja in danes bomo predstavili podjetje Alias Plus. Kakšno podjetje to je, s čim se ukvarja seveda v nadaljevanju. Pozdravljam pa direktorico, čeprav ne sliši rada na to ime, ali pa bomo rekli prvo med tremi, in sicer Uršo Piculin-Tancoš. Lep pozdrav, živijo. Živijo, Urša. Torej, Alias Plus, prej kot povemo, s čim se ukvarjate, kako ste izbrali ime? Vse tri soustanoviteljice podjetja smo v podobni branži delovali že prej in potem nas je splet okoliščin peljal na svoje. In Alias pomeni v latinščini drugače, z drugim imenom, in mi smo hoteli ta naš posel peljati drugače, zato Alias Plus pa kot neka prosperiteta za naše stranke, lahko namignem, kar bova govorila v nadaljevanju, namreč pridobivamo evropska sredstva za naše naročnike in tako nudimo podporo njihovim projektom. V vsakem primeru plus pomeni plus. Tako. Urša, vi ste seveda delujete v okviru Primorskega tehnološkega parka. Zdaj je pa čas, da predstaviva, kakšno podjetje je Alias Plus. Nekako to je podjetje, ki pomaga drugim podjetjem. S čim se ukvarjate? Kaj je vaša dejavnost? Mi soustvarjamo projektne ideje za naše naročnike, da uspešno črpajo evropska sredstva kot podporo razvoj njihovim projektom. To pomeni, da z strankami gremo skozi celoten proces prijave, od pregleda razpisnih pogojev, priprave vse potrebne dokumentacije in nenazadnje tudi vodenja projekta, ker dokazovanje stroškov v zaključni fazi je tisto, ki je potem podlaga za končno izplačilo sredstev. Ste nekakšna valilnica idej potem takem ali kako? Lahko bi tudi tako rekli, oziroma desna roka podjetjem, prijaviteljem, ki imajo neko svojo vizijo, kam peljati svoje poslovanje, in mi smo potem kot neka podpora, da jim pomagamo, da se lahko v neki širšem spektru razvijajo. Še se bomo vrnili k temu. 3 mlade dame ste v tem podjetju, ti Urša, potem pa še Katja Velikonja in Tajda Marinič. Kako pa ste nekako prišli skupaj? Ja, nas je povezala ta branža že prej, potem pa nekako neka priložnost, ki se je ponudila, ali gremo na svojo samostojno pot, ali gremo na trg dela, je bil kar hud precep, saj zame, če lahko govorim. Jaz sem namreč študirala ekonomijo in imela takrat tudi podjetniške predmete, pa kot zanimivost sem si rekla, jaz podjetnik ne bom nikoli, tako da Bog obrača, če človek obrača, Bog obrne. In življenje se zgodi. No, kar same ste obrnile in same obračate še naprej. Tako. V 3 gre za nekako žensko podjetje, a ne? Se razumete, se kaj skregate, kaj gori? Bi na tem mestu rekla, da mi relativno veliko vlagamo tudi v našo osebno rast. Imamo namreč obdobno individualne coachinge, tudi obdobne skupinske team buildinge, ravno s tem namenom, da razumemo pomanjkljivosti vsake izmed nas in da krepimo potencial, ki ga imamo. To ne pomeni, da ne pride do konfliktov, logično, da pride, ampak menim... Do ustvarjalnih najbrž, ne? To mora biti. Ja, ustvarjalni konflikti. Ampak jih z neko osebnostno rastjo oziroma neko širino uspešno rešujemo in bi si upala trditi, da nas to formira kot v tem trenutku kot zelo dober tim. Urša, vi se ukvarjate, kot si povedala, z soustvarjanjem projektnih idej in sicer z namenom uspešnega črpanja evropskih sredstev. S katerimi področji pa se vse ukvarjate? Katera so področja, denimo, kjer iščete te projektne ideje in jih potem dodelujete?
Področja, kjer smo specializirani, so predvsem raziskave in razvoj, torej razvojni projekti, ki vodijo v neko inovativno idejo, produkt, storitev. Digitalizacija, to je eno izmed področji, ki je zelo v porastu. Podjetja veliko sprašujejo po neki digitalni prenovi svojih procesov. Prav tako pokrivamo investicijske razpise, delno tudi razpise turizma in ugodnih kreditov. Zdaj pa čisto konkretno seveda, kakšen je postopek, kakšen je proces od začetka do konca tistega, kar počnete, ko pripravljate projekt? Stranko najprej preverimo vse razpisne pogoje, ki jih dotičen razpis ima, da se prepričamo, da je sploh kandidatura na nekem razpisu možna. Hkrati tudi preverimo razpisna merila, točke, da naredimo eno čim bolj objektivno oceno, kolikšen bi bil ta prag točk, kjer naj bi se ocenjevanje ustavilo. Ta storitev je brezplačna, ker je tudi nam v interesu, da pokrivamo projekte, ki imajo potencial. Potem pa, če se naročnik odloči, da gre z nami v prijavo, pripravimo vso zahtevano dokumentacijo, ki jo nek razpis ima. Tukaj je odvisno seveda od razpisa do razpisa, ponavadi gre za prijavne obrazce, poslovne načrte, določene finančne elaborate. In ko je vloga na razpisu odobrena, se mi pošalimo, da še ni čas, da se odpira penino, ker nas čaka še postopek dokazovanja stroškov in tistega, kar se je v prijavi obljubilo. Tako da smo v stranko še v fazi vodenja projekta do končne priprave zahtevka za izplačilo, ko so sredstva tudi nakazana. Ali je mogoče reči, da nima koliko časa traja en tak proces, en tak postopek, da pridete do penine? Ja, tukaj je zelo odvisno tudi od same stranke, koliko je pripravljena, koliko sodeluje, koliko je ažurna. Včasih smo ljudje tako namontirani na zadnji moment, ne, in se potem čaka in je potem treba v danem času narediti. Definitivno so boljši projekti, za katere si vzamemo nekoliko več časa, ker tudi stranka zraven prisustvuje s svojimi idejami, svojim doprinosom. Zdaj pa, če moram to časovno oceniti, bi rekla tam nekje od 2 tednov do meseca, odvisno od zahtevnosti razpisa. Katera znanja so vsa potrebna, katera znanja imate in s katerimi znanji se seveda oziroma zvedeni se soočate in jih morate še pridobivati v tem času? Podjetje je vendarle mlado, 2 leti je staro. Važno je, da se projektna ideja dobro zlije na papir. Včasih ima prijavitelj zelo dobro idejo, ampak ne zna pravilno napisati to, kar razpis od njega zahteva, ne. Zato je tukaj neka dodana vrednost, da iščemo tisto, kar ocenjevalci želijo slišati, mogoče tudi med vrsticami. Tako da neko znanje pisanja, neko znanje kreiranja projektov je tukaj definitivno zaželeno. Poleg tega so pa pomembne tudi finance, se je treba projekt tudi finančno vrednotiti in ga utemeljiti kot donosnega. Zraven pa seveda pride prav še natančnost, ker v poplavi raznoraznih dokazil in podatkov je treba tudi to vzeti v zakup. Zanima me pravzaprav, vi ste, kot smo rekli, nekako podjetje, ki pomaga drugim podjetjem. Kdo pa so pravzaprav vaše stranke? Kdo so vaši klienti? Mogoče čisto ciljna stranka je nekoliko večje produktno usmerjeno podjetje. Tako podjetje tudi največ investira in ima potem interes po tovrstnih prijavah, vendar to niso edine naše stranke, pokrivamo tudi manjša storitvena podjetja. Odvisno seveda od razpisa in kaj razpis ponuja in kdo se potem v tem razpisu najde in ima potencial, da na njem uspe. Najbrž ne gre samo za goriški prostor, ampak prihajajo tudi od drugod že, ne? Po 2 letih so vas prepoznali, spoznali. Ja, drži. Pokrivamo celotno Slovenijo. Pri vključitvi v neke čezmejne mednarodne projekte pa tudi delno tujino, vendar je v tem primeru vseeno baza tukaj v Sloveniji. To pomeni, da konzorcij tvori vsaj eden slovenski partner. Urša, povej mi, kako uspešne ste pri pridobivanju evropskih sredstev? Ja, v letošnjem letu smo lansko realizacijo dosegli že v sredini poletja, tako da je plan, da
podvojimo prihodke lanskega leta. Lahko se pa tudi pohvalim z relativno visoko uspešnostjo naših vlog. V letošnjem letu sta nam padla samo 2 projekta, eden zaradi prenizkega števila točk, drugi zaradi napake prijavitelja, kar rezultira v 92% uspešnost naših vlog. Naš slogan je sicer, da ciljamo na 100, tako da je še nekaj rezerve, ampak se trudimo biti boljši in biti blizu 100. Govorimo o turizmu, kmetijstvu, tehnološkem razvoju in podobnih področjih. Kje pa je nekako, ali je kje mnogo več teh sredstev, ali jih je kje premalo? Imate zagotovo v vašem podjetju pregled nad temi razpoložljivimi sredstvi? Ja, zdaj počasi se sproščajo sredstva kohezijske politike, kjer je Slovenija si izborila dobre 3 milijarde evrov za različna področja. Še vedno se bo spodbujal tehnološki razvoj, investicije, digitalizacija. Nekaj je sredstev tudi na področju turizma. Tukaj mogoče sem lahko malo kritična, ker je država veliko obljubljala turizmu, ravno na račun COVID situacije, pa aktualne objave temu ne ravno kaže vseh teh obljub. Sicer je zunaj ravno sveže objavljen razpis za turizem, ki spodbuja namestitveno dejavnost, vendar, kot opažam iz trga, so turistični akterji na tem področju pričakovali več. Kmetijstvo mi je bilo nekako vedno blizu, pa tudi vemo, da v tem trenutku je kmetijstvo vedno ena od tistih panog, brez katere pač ni mogoče živeti. Kako je pa na področju kmetijstva z razpisi? Ja, Ministrstvo za kmetijstvo ima letne plane objav kot podporo kmetijstvu, tako za pridelavo kot za predelavo, torej ko govorimo o predelavi, razne investicije v skladiščne prostore, degustacijske prostore in podobno. Ta podpora je prisotna že nekaj let in jo pričakujemo tudi v bodoče. Tako da kmetijstvo je eno izmed področij, ki je podprto strani evropskih sredstev. Tehnološki razvoj, to je tisto, ne vem, kam gremo, ali gremo že kar na Mars, ne, skoraj da s tem razvojem. Tu najbrž je ogromno odprtega še, ne? Ja, tukaj ne, sky is the limit, tukaj se veliko da in država tudi pričakuje od podjetij, da izkazujejo visok inovacijski potencial, zato tudi podpora razpisom, ki podpirajo te aktivnosti. Torej, vi ste inkubirane v Primorskem tehnološkem parku. Začele ste v času korone. Me zanima, kakšen je bil ta čas korone, je na vseh področjih poseben, žal nekaj posebno dober bil, a ne? Kako je bilo pa pri vas? Je bilo več dela, manj dela? Kako je bilo s temi razpisi? Ja, mi smo ustanovili podjetje ravno kakšen mesec pred prvim lockdownom, tega takrat sicer nismo vedeli, včasih je boljše, da človek ne ve vsega, kaj ga čaka. Tako da je bil to en dodaten izziv. Je pa res, da je takrat država postregla z dodatnimi razpisi, ki niso bili v planu ravno za blaženje posledic covida, tako da je tista prva pomlad, ko nas je COVID pretresel, bila z vidika razpisov še kar plodna, no? Tako da je že v samem štartu delo bilo, mi smo te priložnosti ujeli in se tako potem počasi razvijali naprej. Zdaj, recimo, da je korona, je še vedno prisotna, ni lockdown, ampak vse to je še vedno prisotno. A se to kaj pozna tudi pri razpisih, denimo, da je se življenje vendarle na nek način ponovno stabiliziralo? Kar opažam na trgu je predvsem to, da so težene dobave določenih strojev, materijala, ki so po razpisih podprte. Prijavitelj ima v nekem časovnem roku dolžnost, da to izpelje, vendar trenutna gospodarska situacija v določenih branžah ni rožnata, tako da to je en tak handicap trenutnega stanja. Pa tudi opažam, da mogoče so podjetja bolj skeptična pred velikimi investicijami, ker je trg negotov in potem te zaveze, da bi investirala večje vsote denarja, kar bi mogoče leto, dve nazaj še bili pripravljeni, sedaj močno dvomijo. Prav
to seveda nekako narekuje naslednje vprašanje. Ko je enkrat projekt pripravljen za razpis za pridobitev evropskih sredstev, potem, če se to pač ne izpelje, je potrebno sredstva, denar vrniti. Vi sledite potem, vaše podjetje potem sledi še tem projektom, ki ste jih vi pripravili ali ne? Ja, mi smo stranko do končnega izplačila sredstev, kot tudi potem 3 do 5 letnega poročanja, ki sledi potem. Tako da sledimo stranki, opozarjamo na kakšne anomalije, do katerih pride. Zdaj, če poseže huda višja sila, se seveda z neko prošnjo o spremembi to da odobriti, tako da ni a priori, da so sredstva izgubljena, vendar vseeno ti garabiti so postavljeni v sami prijavi in je seveda dolžnost upravičenca do sredstev, da se jih drži. Zagotovo 3 do 5 let, ampak vaše podjetje ima komaj 2 leti. Ja, torej ta faza poročanja mogoče pri teh začetnih projektih še prihaja. Tega se bo najbrž potrebno še bolj naučiti, ne? Ja. Svoje znanje, kje ste ga pridobile, seveda, bom rekla, v procesu izobraževanja, ampak potem pa zagotovo je bil velikega pomena tudi ta suport Primorskega tehnološkega parka, ne? Glede na to, da ste inkubiranke. Drži, jaz, ko smo se včlanili v Primorski tehnološki park, jaz se nisem niti zavedala širine, ki jo ponujajo. Šele sedaj, ko gledam za nazaj, vidim, koliko nekega dodatnega znanja in izkušenj je prišlo prav na račun njih, pa ne samo konkretnega znanja z področja delavnic, pač pa v Primorskem tehnološkem parku se ustvarja celotna skupnost podjetnikov, ki si med sabo pomagamo, delimo svoje strahove, svoje izkušnje in to seveda podjetjem, začetnikom precej olajša prve korake. Rekla si, da vaš moto je 100% vse z denar pripeljati v hišo, če tako rečem. Regijske razvojne agencije se tudi s tem ukvarjajo, pa sicer imate morda kakšno konkurenco, je več tovrstnih podjetij na slovenskem območju, saj Slovenija je tako majhna? Ja, če govorim na ravni celotne Slovenije, je nekaj konkurentov, ki imajo tudi že dolgoletno poslovanje in mogoče tudi so bolj renomirani. Na Goriškem pa deluje nekaj sicer bolj samostojnih podjetnikov, ampak po mojem videnju so bolj ozko usmerjeni v neko določeno vrsto razpisa, medtem ko mi ponujamo določeno širino, hkrati pa tudi stremimo k temu, da se povezujemo z zunanjimi izvajalci, specializiranimi podjetji, ki nudijo neka nišna znanja, ki jih razpis od nas zahteva, tako da lahko stranki res ponudimo celotno storitev, kot razpis veleva. Neuspeh se pač zgodi kot povsod, ampak mislim, da sem nekje prečitala, da si izjavila, da je neuspeh lekcija do uspeha. Ja, res je. Ko se neuspeh zgodi, se to jemljamo tako zelo k srcu, ne? Ampak potem, ko nekaj časa gre mimo, pa iz distance pogledaš na to situacijo, jaz velikokrat občutim neko hvaležnost, da je do tega prišlo, ker tak padec kar te ne ubije, te okrepi, ali kako že? Tako pravijo, ja, kar te ne ubije, te okrepi. Eno vprašanje tako. 3 mlade dame, strokovnjakinje, delate v tem podjetju. Se je potrebno bolj dokazovati kot ženska, ker verjamem, da teh nepovratnih evropskih sredstev ne rabijo samo podjetnice, ampak tudi podjetniki. Tako malo sem zavila to vprašanje. Ja, najprej hvala za kompliment mladosti. Drugače pa je res to, da večinoma
Večino direktorjev oziroma ljudi na položajih je še vedno moških, tako da lahko rečem, da večinoma delamo z moškimi strankami. Kar ni nič narobe, je pa res, da družba rabi balans. Tako moški kot ženska imamo določene prednosti in določene slabosti. In ko je ta tehnica čim bolj v ravnovesju, se mi zdi, da to dela družbo boljšo. Tako da jaz bi želela, da več žensk dobi pogum in se loti podjetništva, da se ta tehnica čim bolj uravna. Ne glede na spol, je veliko tistih, ki bi radi solili pamet, čeprav pridejo po pomoč. Ja, veste, kako vsak ego se hrani s kakšnimi stvarmi, takimi in drugačnimi, tako da tudi to pride, ampak tukaj je glavno orožje proti temu je strokovnost. Tako, kaj bi svetovala Urša nekomu, rekla si, ki nima dovolj poguma, pa bi vendarle želel iti v podjetniške vode? Ja, v nekem ožjem podjetniškem smislu bi svetovala vztrajnost, pa čim več kreative v razvoju podjetniške ideje. V nekem širšem življenjskem kontekstu pa bi svetovala kvalitetno preživeti čas in početi tisto, kar človeka veseli. Razpisi za nepovratna sredstva, pa tudi za kredite in tako naprej, predvsem razpisi se spreminjajo, glede na to, da se spreminja tudi družba in zahteve. Kaj opažate? Največja sprememba tega obdobja, v katerem smo, je skrb za okolje. To veleva Evropska unija in seveda se tudi Slovenija tega drži, tako da je veliko pogojev v samih razpisih, ki trenutno postajajo aktualni, da mora prijavitelj dokazati neko izboljšavo z vidika podnebne učinkovitosti krožnega gospodarstva, tako da to postaja izredno pomembna vstopnica kandidature bodočih prijav. Imate dovolj znanja ali rekla si, da iščete seveda nišna znanja tudi izven vašega podjetja? Kje pa to iščete? Ja, gotovo nismo specialisti za vsa področja, zato nam je interes se povezovati z kvalitetnimi zunanjimi izvajalci, ki lahko nudijo neko storitev, nek tehnični elaborat, kar seveda stranka potrebuje. Tako da smo si v tem dobrem dveletnem poslovanju že razširili mrežo kompetentnih zunanjih izvajalcev, s katerimi dobro sodelujemo in potem narava razpisov nas seveda pelje tja, kjer so potrebe. Startup je bila prava pot potem takem? Ja, lahko bi rekla, da je bila. Mislim, da lahko govorim tudi v imenu Katje in Tajde, ki jih zdaj seveda tudi lepo pozdravljam, da smo hvaležne za to odločitev, ker čeprav so izzivi, ko pogledaš potem nase, opaziš, da je neka sprememba ne samo v glavi, ampak tudi v neki osebnostni rasti, ki jo podjetništvo prinese. Urša, ste vi tiste vrste podjetnic, ki ste od jutra do večera v službi ali najdete čas tudi še za kaj drugega? Imam doma 2 otroka, tako da ta balans med delom in družino seveda lovim. Ne bom suvereno rekla, da mi vedno uspe, se tega seveda še učim, ampak z nekimi izkušnjami in kilometrino je to lažje. Zdaj pa še to, kar je običaj, a ne, kam naprej, kako naprej se boste širile, čeprav je to mogoče po 2 letih malo težko napovedati, ampak vendarle, glede na obseg dela in glede na to, da ste že prepoznavne in prepoznane, podjetje je prepoznano na tržišču, na trgu, v kakšno smer grejo vaše misli? Ja, tukaj sigurno puščamo odprta vrata za možnost širjenja ekipe. Vse bolj se usmerjamo v več partnerske projekte, ki so tudi finančno težji, tudi projekte čezmejnega sodelovanja, ki v osnovi zahtevajo več koordinacije, več nekega znanja. Tako da mislim, da za prihajajoče obdobje imamo potencial še v tej smeri.
Ste 3 ženske, boste povabile še kakšnega moškega za balans, kot praviš. Ja, če ne v kader, ga pa iščemo preko zunanje podaljšane roke, tako da balans v življenju je potreben, ja. Tako. Urša Piculin-Tancoš, direktorica, soustanoviteljica in direktorica podjetja Alias Plus, je bila danes naša gostja v studiu Startup. Kam, Urša, kje vas dobijo? Imamo svojo spletno stran www.aliasplus.si. Prisotni smo tudi na Facebooku in LinkedInu. Če ima pa kdo resno namero, lahko ga brezplačno umestimo na našo mailing listo in ga potem obveščamo o prihajajočih priložnostih iz želenega področja. To je bilo vse. Urša, hvala za pogovor in seveda srečno in uspešno vsem 3 na vaši poti. Radio